pozdravljeni. Minuli petek je lokalna akcijska skupina upravne enote Ormož pripravila tiskovno konferenco, kjer so predstavili nekaj uspešnih projektov, ki so jim v pomoč bila določena evropska sredstva s kmetijskega ali regionalnega sklada. Lokalna akcijska skupina upravne enote Ormož s ponosom ugotavlja, da je bilo v prvih 3 letih njenega delovanja veliko doseženega. Verjetno še več, kot so si ustanoviteljice občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž upale želeti, je uvodoma povedal bivši predsednik, sicer župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko. Projekte oziroma operacije, ki so si prav preko lasa uspele pridobiti določena nepovratna sredstva, pa je predstavil Zlatko Zadravec, direktor Ormoške javne razvojne agencije. Ta je namreč tudi vodilni partner lokalne akcijske skupine. Točno pred enim letom smo dobili potrjeno strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja 5 operacij in ena operacija je še bila kasneje naknadno potrjena v mesecu marcu. V marcu in aprilu so pa bile tudi potrjene operacije iz regionalnega sklada, skupaj 6 operacij. Do danes, do 15.2. je 5 operacij končanih, od tega 4 iz kmetijskega sklada in 1 iz regionalnega sklada. Operacija Ekomeso je podala vlogo za podaljšanje izvedbe do 31.3.2019. Operacija Optimalizacija pridelave sladkorna pesa pa je dobila od Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja podaljšanje izvedbe operacije do 31.12.2019. Ta podaljšanja so bila predhodno potrjena tudi na upravnem odboru lokalne akcijske skupine, kajti v začetku smo imeli načrtovane operacije kot enoletne operacije. Prav tako je podaljšana vloga oziroma je podana vloga za podaljšanje operacije Coworking do 31.3.2020. 3 operacije financirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bodo izvedene do 23.4.2019. Skupna vrednost operacij v izvajanju je 731.762,48 evra. Glede teh številk lahko pride do manjših odstopanj navzgor ali navzdol, kajti vedno v izvedbi operacije pač ni možno operacijo v izvedbi tako končati, kot je bila načrtovana. Kar se tiče vrednosti sofinanciranja, je načrtovana v višini 507.866 evrov. To je maksimalna višina sofinanciranja. V primeru, če so upravičeni stroški operacij nižji, se seveda ta znesek zniža. Sredstva, ki bi ostale, pa bi šle v nadaljnje razpise. Kar se tiče drugega javnega poziva iz kmetijskega sklada, imamo 2 operaciji v potrjevanju v skupni vrednosti 80.961,30 evra in sofinanciranja v višini 56.741 evra. Imamo še za razdeliti v okviru kmetijskega sklada za 230.272 evrov plus morebitne neizkoriščena sredstva iz operacij v izvajanju in še 342.158,73 evrov iz regionalnega sklada. To je predvideno, da razdelimo v leto 2019 in v leto 2020, tako da se potem bodo operacije lahko izvajale še v letih 2021-2022 in vse operacije pa morajo biti končane do 30.6.2023. Enega od 5 uspešnih projektov, ki je potekal pod skupnim naslovom Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju lokalne akcijske skupine upravne enote Ormož za obdobje 2017-2015, je predstavila koordinatorka projekta oziroma vodja oddelka za gospodarstvo na občini Ormož, magistrica Karmen Štumberger.
Realizacija kaže, da bo zahtevek za sofinanciranje šel na Agencijo za kmetijske sklade v višini 141.821 evrov. Celotna vrednost operacije z DDV pa je 204.237 evrov. Nekako je bila operacija snovana 2 do 3 leta v nekem takem timskem duhu in smo jo razdelili na posamezne delovne sklope. Koordinacija projekta je bila razdeljena med vsemi partnerji, s tem, da je za sam načrt Lasa bila zadolžena naša občina, za ureditev postajališč za avtodome občina Sveti Tomaž in pa za nabavo opreme za tržnice občina Središče ob Dravi. Mi smo vam na novinarski konferenci, ko so bili podeljeni certifikati kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija, že pokazali te dokumente, ki so jih takrat župani že prevzeli. To so hkrati tudi ključni cilji, ki smo jih znotraj projekta dosegli. Torej načrt Las upravne enote Ormož je narejen, elaborat za nadgradnjo ponudbe doživetja, načrt razvoja kolektivne blagovne znamke in pa celostne grafične podobe. Postopki za pridobitev kolektivne blagovne znamke Jeruzalem in podelitev certifikatov je bil eden izmed pomembnih korakov. Namreč 51 ponudnikov je za svojih kar 210 izdelkov že prejelo certifikate. In glede na vizijo projekta, ki temelji na povezovanju, se nam v smislu razvoja turizma najbrž obetajo boljši časi. Sicer pa je projekt načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja zajemal še. Zdaj, kar se tiče samih ureditev postajališč za avtodome, kot ste že seznanjeni, na območju občine Sveti Tomaž in pa občine Ormož imamo zdaj 3 nove lokacije z 8 parkirišči in pa 3 tržnice so pravzaprav na novo opremljeni, 2 mobilni sta v občini Sveti Tomaž in pa Središče ob Dravi. Danes pa je posebna priložnost, ko dajemo v uporabo tudi uradno tržnico, prostore tržnice in so opremo našim ponudnikom, ki delujejo od danes naprej na novi lokaciji. Novinarska konferenca ob zaključku uspešno zaključenih operacij oziroma projektov lokalne akcijske skupine upravne enote Ormož je namreč bila tudi obeležitev prvega tržnega dne na novi ormoški tržnici. Glede ostalih ciljev projekta načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju Las upravne enote Ormož pa župan Danijel Vrbnjak dodaja. Zastavili smo si odlične predispozicije za naprej, nastavili smo akcijske načrte za naprej, katere bomo vsekakor izvrševali. K temu smo napravili oziroma vsi 3 župani se nekako strinjamo, da to zadevo naprej peljamo. Seveda, tržnica je ena izmed zadev, katere smo na novo pridobili. Veseli smo, da se je vse skupaj razpletlo čim prej. Veseli smo tudi današnjega dogodka, na kakšen način se zadeva odvija. Veseli bomo ponudbe, veseli bomo ustvarjanja, veseli bomo vseh dogodkov, nekako poživitve samega Ormoža na tem Kerečičevem trgu in pa verjamem, da bomo res v sklopu tržnice, v sklopu vseh teh akcijskih načrtov, ki imamo predvidenih za razvoj naše kolektivne blagovne znamke, za razvoj same destinacije Jeruzalem, da bomo vpeljali vsa ta doživetja, vse te zadeve, ki so bile omenjene. Še enkrat poudarjam, živimo v prekrasnih, prelepih krajih, obdajajo nas vinogradi, klopotci v tistem svojem času in to naravo bomo seveda tudi izkoristili. Imamo pridne roke, ki ustvarjajo, imamo pridne roke, ki bodo pokazali v državi Sloveniji in pa Evrope, kaj smo vse sposobni napraviti in skozi vso to pot, ki smo jo ustvarili, verjamem, da nam bo to uspelo. Na tem ključu, ki odpira, se pravi samo tržnico Ormož, kar sem predstavil, je tudi lepo zapisana logotip Jeruzalem Slovenija. Jaz verjamem, da bomo na tem mestu si skupaj obljubili, da bomo skupaj tu doživetja in pa vse gradili, da bo Jeruzalem Slovenija ena izmed tistih destinacij, na katero bomo v prvi fazi ponosni mi,
ki tukaj živimo, in pa tudi tiste, ki bodo v naše kraje prišli in pa se bodo zelo prijetno, navdušeno tudi domov iz te destinacije vračale. Potem je župan ponudnici Mariji Štuhec iz kmetije Štuhec, ki je v bistvu bila prva, ki je pred leti začela redno prihajati s svojimi pridelki na ormoško tržnico, slavnostno predal ključe tržnice. Kar je torej pomenilo, da je tržnica odprta. Enega izmed projektov, ki so bili uspešni na razpisih za nepovratna sredstva znotraj Lasa, pa je bila tudi občina Središče ob Dravi s partnerji. To je predstavil tamkajšnji župan. Torej jaz bi kot vodilni partner občine Središče ob Dravi predstavil projekt razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v občini Središče ob Dravi, ki smo jo torej 4 partnerji prijavili v okviru Evropskega kmetijskega sklada na razpisu LAS. Zdaj, kdo smo bili partnerji? Torej občina Središče ob Dravi vodilni partner, potem Jeruzalem sad oljarna, mešalnica Središče ob Dravi, Konjeniško društvo Središče ob Dravi in DOPS, torej Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. Kaj je v bistvu, jaz bi rekel, ta projekt pomenijo? Jaz rečem, da so to prvi zametki ali pa ideje tudi v razvoju naše naravoslovne in turistične ponudbe, ki seveda ne bo sama. Ta naša ideja, ta naš razvoj, o katerem bom malo rekel, bo seveda tesno povezana in se upadala z projektom, ki so že bili omenjeni, torej skupno blagovno znamko, z skupnim trženjem, skupnim nastopom. Smo pa seveda glede na naše danosti, predvsem na reko Dravo in pa na idejo krajinskega parka, o katerem čista na kratko v nadaljevanju kaj rekel, seveda tudi vežemo z partnerji, z delavnicami in vsem tudi, da ljudi spodbudimo preko takega projekta. Torej, to smo bili partnerji. Operacija se zaključuje z 1. marcem, torej tudi gre proti koncu, tudi že zahtevke. Vrednost operacije 54.169, priznana vrednost 38.934 in pa vrednost, ki jo črpamo 33.400. Seveda del je potem tu 15% tudi občine in pa partnerjev. V okviru projekta je bilo veliko postorjenega, je povedal župan. Med drugim je v večnamenskem prostoru občinske zgradbe v Središču bila že odprta infotočka oziroma turistično-informativni center, ki bi kmalu naj začel delovati kot občinska turistična pisarna, ki bo ponujala tudi eno delovno mesto. Med projekti, ki so tako bili sofinancirani iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pa je uspešno zaključen bil tudi projekt Energetska in okoljska učinkovitost turističnih destinacij. Projekt Energetska in okoljska učinkovitost turističnih destinacij oziroma ENETUR je bil izveden oziroma se zdaj izteka. In sicer tako, če povem, načrtovana vrednost operacije ZDV znaša 20.148,64 evra. Načrtovana vrednost upravičenih stroškov, ki smo seveda mi lahko upravičili, je bila 18.914 evrov in odobrena vrednost projekta, se pravi, je 26.016,90 evra. Aktivnosti, ki smo jih skozi speljali, bo 6 in seveda tema pa je bila pomoč turističnim destinacijam na področju turizma v 3 občinah oziroma na področju tega Lasa, da so lahko turistom praktično pokažemo, saj ni dovolj samo kulinarična okolje in tako naprej, ampak potrebno je tudi, danes so namreč turisti zelo zahtevni, da imajo turistične destinacije tudi okoljsko in energetsko učinkovitost uvedeno. Ta teme bodo vedno, so naravne teme bodo vedno bolj pomembne, zato smo tudi k temu projektu zelo resno pristopili. Tako ponujajo individualno in po potrebi tudi skupinsko energetsko in okoljsko svetovanje investitorjem, lastnikom in najemnikom turističnih destinacij za povečanje energetske učinkovitosti, možnosti integracije obnovljivih virov energije s ciljem zniževanja energetskih stroškov, vzpodbujanja ekoremediacij in s tem približevanja načelom sonaravnega turizma. Posebej pa vključujejo tudi možnost povečevanja energetskih obnov obstoječih kulturno zaščitenih stavb.
Zato so v projektno skupino vključili tudi strokovnjake iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Veliko je bilo postorjenega, v glavnem temelji za nove izzive so bili postavljeni. Lokalna akcijska skupina upravne enote Ormož pa v tem času opozarja na novi razpis, in sicer za sredstva iz regionalnega sklada. Razpis bo odprt do 25. marca. Znotraj operacij oziroma projektov, ki so jih akterji predstavili na novinarski konferenci, je tako bila tudi nabavljena oprema za novo ormoško tržnico. Prvi tržni dan je bil minuli petek. Minuli petek je prvič oživela nova ormoška tržnica, ki je tako svoje prostore dobila v novi zgradbi sredi mesta. Gre za sodobno opremljen prostor, ki se razprostira na 211 kvadratnih metrih in različnim ponudnikom ponuja odlične pogoje za trženje. Kot je znano, gre za zgradbo, kjer je tudi hostel in prostori za ormoški klub študentov. Uradna otvoritev zgradbe, katere obnova in dozidava je stala 800 000 evrov, je sicer bila že v novembru, a se je še čakalo na uporabno dovoljenje, ki so ga prejeli 7. februarja. Ja, malo smo pospešili z samo dokumentacijo, pridobivanje same dokumentacije. Hvala Bogu smo se za upravno enoto Ormož dobro dogovorili, postopke speljali, bili dnevno na liniji, tako da smo zapeljali še vse te zadeve, ki so bile nujno potrebne za urediti. Se pravi, sama dokumentacija, neke zadeve, okrog parkirišč, dobave opreme in pa vsega ostalega. To smo, hvala Bogu, napravili, zadevo otvorili tako, kot mora biti, tako da danes že živo, hvala Bogu. No. Da je uporabno dovoljenje za celo stavbo ali samo za tržnico? Uporabno dovoljenje imamo za celo stavbo, se pravi tudi za prostore, kar se tiče koša, za hostel, tako da pospešeno tudi na tem delamo. Sedaj smo gospod Anito Bolčevič, ki se ukvarja z samo tržnico, prej jo tudi zadožili nekako, da se takoj zažene v upravljanje samega hostla, tako da vzporedno že to zadevo peljamo, pridobivamo vse finančne informacije okrog tega, vse ostale, kar se tiče še dobave neke opreme, se pravi od računalniške in vsega ostalega, do reklamiranja samega hostla, vse že je v teku, tako da verjamem, da bomo s to zadevo vzporedno z tem tudi tam, bom rekel, v mesecu marcu definitivno hostlo tudi zagnali. So se pojavili še kakšni dodatni stroški sedaj zraven? Nekaj je bilo, sicer kar nekaj opreme smo te nabavili z projekti, ki so bili danes predstavljeni. Zdaj normalno za to opremo dodatno, da malo zadevo polepšamo, da napravimo prijaznejšo. Normalno še treba nabaviti vso računalniško opremo, se pravi postterminal, ne vem, da ne bomo zdaj šli vse podrobno, nekaj stroškov še bo sigurno nastalo, kar se tega tiče, tako da, ampak v nekaj mejah normale. No. Anita, torej napočil je čas, verjetno se tudi vam kot organizatorki ormoških tržnic kar izpolnila ena velika želja, ne? Ja, dober dan, lep pozdrav vsem skupaj. Tako je, vsi ponudniki z mano vred in vsemi dejansko tudi kupci in obiskovalci prejšnje tržnice, vsi smo čakali na ta dan, da smo lahko šli v nove prostore in tako danes je ta dan, ko smo lahko povabili tudi naše kupce, goste, vas in vse, ki si želijo lokalne hrane, ki si želijo domačih dobrot, da pridejo v naše nove prostore pokrite, bolj prijazne uporabnikom na obeh straneh oziroma na vseh straneh. Koliko je pravzaprav prostora na tej tržnici, recimo? Koliko ponudnikov bi se lahko zbralo? Lahko se tudi stisnemo, pa nas je več, drugače večjih mis je 8, lahko pa tudi na kakih manjših dodamo tudi kaki prostor prodajni in nas je tako danes bilo tudi 12, pa tudi še tistih, ki dejansko niso lokalni ponudniki in ponujajo tekstil, tisti pa prodajajo tudi na drugem koncu ob stavbi in tako smo vsi dejansko zadovoljni. Mogoče oni malo manj s tekstilom, ker so malo odmaknjeni, tako da vabljeni tisti, ki kupujete tekstil, da tudi njih obiščete in se tudi pri njih kaj malo pač pomudite. No, povedano je bilo oziroma sliši se, da še to ni vse, da imate nek še posebne načrte s to tržnico, ne? Tisti neki posebni petki bi naj bili.
Ja, tako je. Zaenkrat smo se dogovorili, da bi večje prireditve organizirali vsaki prvi petek v mesecu, tako da lepo vabljeni. Seveda vsaki petek, ampak en petek bomo zdaj posebej še popestrili. Seveda vabimo tudi ponudnike, da tudi druge dni zapolnijo to tržnico. Tudi tiste smo že imeli eno razstavo, da kaj razstavijo v naši tržnici. Vrata so odprta vsem, vedno. Lepo vabljeni, v glavnem. Ob vsem času smo na razpolago. Verjeti je, da se bo dogajalo in da bodo tako tržni in še kakšen dan v tednu zraven še prijetnejši. Načrtov ne zmanjka. Zdaj pogovor je tudi normalno tekel, ali bi še kateri drugi dan bila zadeva odprta, ali bi se to dogajalo tudi v popoldanskem času, kdaj vemo dobro, da ljudje, ko se vračajo iz službe, predvsem ob petkih nabavljajo za vikende in tako naprej. Tudi to bomo normalno predebatirali z ponudniki in bomo tudi verjetno, jaz sem prepričan, da bomo našli tudi popoldanski termin oziroma večkrat na teden. Zadeva mora živeti, zadeva ljudje ne prodajajo izdelke, ne se promovirajo, ne vidim nobenega razloga, zakaj ne bi. Seveda imamo tudi s tržnico druge ideje, se pravi, imeli smo že razstavo, se pravi, imeli smo razne zadeve, tako da jaz mislim, da bomo ta prostor glede na funkcijo dobro izkoristili. Včasih je tržnica tudi na stari lokaciji bila pestra. Anita Bolčevič je velikokrat že znala poskrbeti za živahnost vseh sort. Ne samo prodajalo in kupovalo, tudi pelo in plesalo se je že na ormoški tržnici. V novih prostorih pa bo najverjetneje odslej velikokrat tako. Minuli petek in sobota sta menila v znamenju informativni dni po šolah. Tudi gimnazija Ormož, ki ponuja gimnazijski program in program predšolske vzgoje, je na široko odprla svoja vrata. Množični obisk kaže na to, da je za vpis na ormoško gimnazijo veliko interesa. Tudi na gimnaziji Ormož so minuli petek in soboto na široko odprli svoja vrata in pripravili informativna dneva za bodoče dijake in vse, ki jih zanima, kako na šoli poteka delo in življenje. V 2 dneh je gimnazijo v Ormožu obiskalo rekordno število devetošolcev in njihovih staršev, ki so si z zanimanjem ogledali gimnazijo in prisluhnili predstavitvam dela in življenja na gimnaziji. Množični obisk potencialnih dijakov kaže na to, da se gimnaziji le obetajo boljši časi. Veliko vzrokov je namreč, zakaj je lepo biti dijak ormoške gimnazije. Je seveda zato, ker ponujamo 2 prekrasna programa v našem majhnem mestu, v edini šoli, srednji šoli v Ormožu. To je program predšolska vzgoja in pa gimnazijski program.
Zakaj? Zato, ker trdno verjamemo v to, kar tudi zastopamo, ker smo majhne, ker lahko nudimo drugačen način dela za našimi dijaki, ker se lahko posvetimo resnično vsakemu posamezniku. Danes je tudi dokaz, da se tukaj živi, da dijaki počnejo to, kar res radi počnejo. To pomeni, da so živi. Če so živi, se lahko tudi učijo in to dokazujejo z izjemnimi rezultati na vseh področjih tekmovalnih, raziskovalnih nalogah, potem tudi seveda na koncu tudi z uspehi, odličnimi uspehi na splošni in poklicni maturi. No, Ormoška gimnazija je znana še posebej po tem, da ponujate veliko pestro paleto obšolskih dejavnosti. Tako je, zelo, zelo dejavni smo, se pravi, poznani smo po tem, da smo dejavni na športnem področju, odlične rokometašice in rokometaše imamo, strelce, prav tako se ukvarjamo z badmintonom, odbojko, tako na športno področje je resnično tisto, na katerega smo zelo ponosni. Vsekakor smo zelo, zelo dejavni na glasbenem področju, imamo pevski zbor, band, frajtonare, v glavnem pri nas se vedno poje in to tudi dijaki in mentori seveda vedno znova dokazujejo, da je to področje, ki potegne otroke in jim daje možnost, da se odprejo. Seveda pa smo veliko vložimo truda tudi na področju gledališke, literarne, likovne dejavnosti. Danes poslikujejo tudi eno od naših sten gimnazije. Res smo na veliko področjih zelo dejavni. Naj povem tudi, da otroci ustvarjajo na literarnem področju, pišejo pesmi, knjige, v glavnem res na majhnost šole velika paleta tistih lepih stvari, ki so jih prinesli otroci na svet, tukaj tudi pomagamo razvijati naprej. Koliko vpisnih mest ponujate? Ja, seveda ponujamo en oddelek gimnazijskega programa in en oddelek predšolske vzgoje, torej v vsak oddelek po 28 dijakov lahko vpišemo. Zelo smo veseli, ker je v tem dopoldanskem času prišlo veliko število zainteresiranih za naše dva programa, tako da seveda vsi pozitivno gledamo in upamo na to, da bomo imeli zopet tiste, ki bodo radi prihajali k nam. Kaj pa bi se zgodilo, če bi imeli recimo več vpisa, več interesantov? Zdaj seveda se potem naredi ta postopek, ki ga ministrstvo predpiše. Če bi bilo več kot 30 dijakov na posameznem programu, potem bi bile omejitve. Žal še veliko mladih umov odhaja na šolanje v druga mesta, čeprav Ormoška gimnazija ponuja ravno toliko, če še ne več, kot vse ostale gimnazije. V teku 21 let je gimnazijo obiskovala vrsta dijakov, kar pomeni 17 generacij maturantov. Večina jih je uspešno zaključila študij in so danes uspešni v svojih poklicih. V tekočem šolskem letu se na gimnaziji v Ormožu šola tudi že 5. generacija dijakinj oziroma dijakov v programu predšolske vzgoje, kar pomeni, da bodo letos poleg splošne imeli že drugič tudi poklicno maturo. Lea Samec, ti si že v drugem letniku, verjetno si že nabrala izkušenj v gimnaziji. Kako ti je všeč? Na gimnaziji mi je všeč, ker je mala šola, vsi se med seboj poznamo, profesori so prijazni, vedno nam pomagajo, ko jih prosimo, fajn je. No, če bi bila še enkrat na začetku poti, bi šla v Ormoško gimnazijo? Bi šla, ja, ker mi je res prijetno. Rok Vukovič, tudi ti si najbolj že nabral izkušenj, sedaj hodiš v drugi letnik, kako ti je všeč? Ja, zelo mi je všeč, zelo. Profesori so prijazni, vsi se med seboj poznamo, tudi aktivnosti je dovolj za nas, tako da je super. No, kaj bi priporočal tistim, recimo, ki so še v dilemi? Naj se odločijo za gimnazijo Ormož, kajti blizu je, potem, kot se rekel, veliko aktivnosti, za vsakega se nekaj najde, torej gimnazija Ormož. No in kakšna aktivnost je tebi recimo najbolj pri srcu? Ja, najbolj mi je šport, se pravi, imamo tudi veliko krožkov na to temo, naprimer rokomet, potem atletika, vsega se najde. To pomeni, kateri šport tebe navdušuje najbolj? Najbolj atletika. To pomeni, da imaš dovolj možnosti za aktivnosti? Imam. Ormoška gimnazija je znana po tem, da imate dijaki veliko aktivnosti. Katera je tebi najbolj všeč?
Ja, predvsem bi se najbolj našel verjetno v športnih aktivnostih, sama šport najbolj veselim. Se ti zdi dovolj, imaš dovolj podpore na šoli? Ja, mislim, da so profesori kar prilagodljivi z nami, poznajo, ker je majhna šola, se med seboj poznamo, poznajo naše aktivnosti in ja, so. No, če bi bil recimo na začetku poti, bi se še odločil za ormoško gimnazijo? Verjetno se bi, saj mi je pri odločitvi pomagala tudi bližina, stanujem kar blizu gimnazije, zato se verjetno bi. In kaj priporočaš tistim, ki so še v dilemi trenutno? Ja, mislim, da je gimnazija Ormož kar prava izbira za njih, saj je kot nekakšna odlična odskočna deska za nadaljnjo šolanje. Ormoška gimnazija dijakom ponuja toplo malico ter, kot je bilo povedano, vrsto obšolskih aktivnosti. Je tudi športno usmerjena, športnim talentom nudijo veliko možnosti za treninge in športno izobraževanje. Ponosni so na veliko telovadnico in zimski bazen, s katerim se težko pohvali še katera srednja šola. Gotovo pa so ponosni na svoj šolski bend. V gimnaziji stavijo na majhnost in domačnost, prepričani pa so, da jih odlikujejo številne ostale prednosti. Saj so njihove vrednote, strokovna znanja, vseživljenjsko učenje, kvalitetni medsebojni odnosi. Vsi dijaki ormoške gimnazije pa prejmejo tudi štipendije, kar je tudi zelo dobrodošlo, da ne govorimo o brezplačnem javnem prevozu in še. Veljalo bi pohiteti z vpisom, saj, kot je bilo povedano, za vsak program je tudi v novem šolskem letu razpisanih po 28 mest. Pomoč na domu je ena izmed aktivnosti v projektu Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin. Kako to v praksi poteka, smo se prepričali minule dni. Pomoč na domu je ena izmed aktivnosti v projektu Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin, ki ga pod naslovom Danes za jutri izvajajo partnerji podjetje Zenjak, Ljudska univerza in komunalno podjetje Ormož. Zanj so si preko lokalne akcijske skupine upravne enote Ormož uspeli pridobiti tudi določena evropska sredstva. Gre za projekt, ki je vreden 66 000 evrov in vsebuje tudi strošek za nakup avtomobila, ki je potreben za delo na terenu in za storitev prevozi. V tem času izvajajo storitev Pomoč na domu, ki se jo občani sicer poslužujejo, a redkeje, kot bi si želeli. Izgleda, da storitev še ni dovolj znana. Ja, prvi začetki so, upamo, da bo se tudi prijela. Velikokrat ljudje, nekako se ne upajo, kako bi rekli, tisti prvi začetni korak, da bi nas poklicali, vidimo pa, da imamo vsi doma taka mala popravila, pa ne vemo, kako bi se jih lotili, pa rabimo nekoga, ki bi nam vse malo svetoval. Kako dolgo pa že ponujate te usluge? Ja, s promocijo smo začeli od 1. decembra, tako da to poteka do zadnjega marca. Sedaj v tem času so te storitve naše brezplačne.
svetovanje in potem tudi skupno pomagamo, skupaj naredimo, če se le da. Tako da No, kot ste povedali, do konca marca bodo usluge brezplačne. Kaj se bo potem zgodilo? Boste nadaljevali s to ponudbo storitev in jih potem verjetno tudi računali, ne? ja, zdaj v tem času mi razvijamo, se pravi, te nove podjetniške ideje, da bi podali ljudem nekaj novega, neko novo idejo, neko novo ponudbo, to razširili. Potem pa seveda bo to tržno naravnano in potem bomo tudi razširili ne samo te popravi sam delavnice, ampak bomo ponudili tudi še ostale storitve izven tega sistema popravi sam, ne. Kot je povedala uporabnica storitev projekta Pomoč na domu, se je od kavarniških mojstrov možno veliko naučiti. Z veseljem pomagajo, pokažejo in enostavno povedano prenesejo svoja znanja in izkušnje na uporabnika. Ja, že nekaj časa uporabljam usluge kavarniške popravljalnice, kar se tiče popravljanja blaga oziroma oblačil. In sem slišala, da se ukvarjajo tudi z domačimi popravili oziroma da lahko svetujejo pri domačih popravilih, kar mi je bilo zelo všeč, ker sama se ne spoznam na te reči, nisem nikoli po stanovanju nič popravljala sama. No, zanimivo je, naučili so vas vrtati, uporabljati vrtalni stroj in torej končno tudi obesiti zaveso, ne? Tako drži. Je bilo kar nenavadno, nenavaden je občutek, kot prvič probaš, samo vse je treba naučiti, enkrat pa postane navada. No, to pomeni, da ste se danes naučili, da boste v bodoče torej kar sami poprijeli za vrtalni stroj. Točno. Zdaj pa si ga še moram kupiti, ampak ja, to sploh ni tako hudo, kot sem si predstavljala. Niti toliko dela, bolj gre za voljo in spraviti se in učiti se od koga. Torej, verjamem, da je za vami dobra izkušnja. Kaj bi svetovali vsem tistim, ki morda še oklevajo, ki so v dilemi, bi poklicali ali ne bi? Vsekakor jim svetujem, da pokličejo, ker se je nam to izkazalo za odlično izkušnjo. No, še več stvari so se lotili v vašem stanovanju. Kaj vse bodo danes še popravili? Še imamo težave s tušem oziroma s cevjo za tuš in to bomo tudi rešili, oziroma pač s pomočjo kavarniške popravljalnice bomo to rešili. In rabim nasvete za pleskanje, ker bi rada popleskala svoje stanovanje in nisem še nikoli v življenju, tako da bi rabila neko pač navodila in pomoč. Gre za praktična znanja, ki vedno prav pridejo. Seveda pa bodo z veseljem nemočnim tudi pomagali. Kmalu bodo začeli izvajati tudi storitev prevozov. ja, tudi prevozi bojo, kakšna čiščenja, likanja, čiščenja oken, se pravi, take storitve bomo se prilagodili ljudem. Mislimo, da je po terenu kar veliko tega, ker želimo, da bi pač zagotovili ljudem neko pomoč, da bi lahko čim bolj kvalitetno doma živeli in čim bolj dolgo lahko živeli doma, da ne bi potem rabili, recimo vemo, da medgeneracijske družine več ni, mladi živijo za sebe, starejši za sebe in so takrat prepuščeni sami sebi in bi želeli s tem malo kvaliteto jim izboljšati s temi storitvami. No, imate dovolj kadra, dovolj usposobljenega v bistvu? Ja, praktično imamo pri nas v naši grajski kavarnici šivilje, katere že sedaj popravijo marsikaj, recimo tapeciramo stole, privlečemo, kakšne zavese zašijemo, marsikaj popravimo in tudi našega Franca, kateri tudi marsikaj zna popraviti, tako da skupaj, pa tudi jaz nekaj, skupaj pač damo svoje moči. No, kaj pa, če vas nekdo pokliče, da mu očistite okna pa to? Oziroma, imate ljudi, ki jih pošljete potem na teren? Ja, imamo v sklopu našega podjetja, širšega, imamo ljudi, pa se lahko potem razporedimo, ja. Tina, veliko uspeha vam želim. Ja, hvala lepa. Mobilna pomoč na kolesih, ki je odlična ideja znotraj projekta Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin, tako deluje od novembra in bo brezplačna le še nekaj dni.
Pa če tudi bo treba primakniti kakšen evro, bo pomoč prav prišla številnim, ki se jih treba kam odpeljati ali jim nuditi kakšno pomoč v gospodinjstvu. Med mnogimi dogodki, ki smo jim priča, je bil tudi koncert ženskega pevskega zbora Okarine, ki letos praznujejo 25 let delovanja. Še pred koncertom smo se pogovarjali tudi z dolgoletno požrtvovalno zborovodkinjo Zlatko Puklavec-Banjanin. Kot vsi letni koncerti ženskega pevskega zbora Okarina je tudi minuli, ki so ga pripravile v 25. obletnici, bil nekaj posebnega. Naslovile so ga Na krilih in tako so ga tudi doživeli vsi tisti, ki so bili zbrani v Ormoškem domu kulture. Ne gre samo za 12 pevk, ki sestavljajo zbor, pač pa vrsto zunanjih sodelavcev, ki z domiselno sceno, režijo, plesom, a tudi z izbranimi besedami pričarajo prav posebno vzdušje. Ideje za prireditev sta tudi letos združila Jure Masten in zborovodkinja Zlatka Puklavec-Banjanin. Teh jima ne zmanjka. Gotovo pa idej ne zmanjka zborovodkinji, ki vztraja že dobri 2 desetletji, kar ne more biti slučajno. Glasba mi kar dosti pomeni v življenju, ne? Ker to je en svet, kjer se lahko sprostiš, kjer dejansko lahko daš svoja čustva na plan, prijateljstvo, vse to pomeni glasba, ne? In ta naš zbor. Tako, ki deluje, kot rečeno, 25 let, kakšni so bili začetki, kako je prišlo morda tudi do ideje, da ustanovite takšen pevski zbor? Ideja je prišla od naše bivše zborovodkinje Klavdije Zorjan-Škorjanec, ki je želela ustanoviti pevsko skupino oziroma zbor. In potem smo se zbrale, dovolj deklet, ker smo začeli seveda kot dekliški zbor. Ideja se je razvijala, nastopi so se vrstili, potem je Klavdija zapustila zborovodsko mesto in sem ga prevzela jaz in zdaj to nadaljujemo. Tako, se spomnite, kako ste izbrali to lepo ime? Ja, se spomnim, želeli smo pač poimenovati naš zbor in potem smo vse pevke dali neke svoje predloge. In potem smo seveda nekaj, kar bi bilo v povezavi z glasbo in ker je okarina inštrument, sicer ne tako poznan, sam ne toliko inštrument, ampak samo ime okarina nam je bilo zelo všečno. Pa seveda, ker je povezavi z glasbo, smo se odločili, da bomo okarinke. Tako, in tako vas sedaj tudi poznamo in vemo, kjerkoli okarinke nastopajo, tam si obetamo lahko nekaj lepega, lepo pesem. Nastopov se je verjetno zvrstilo ogromno, verjamem pa, da so takšni, ki so vam ostali še prav v posebnem spominu. Ja, ne bi vedela seveda niti našteti vseh nastopov, ampak vsak koncert, ki ga skoraj vsako leto samostojni koncert pripravimo, je nekaj posebnega, je posebno doživetje, ker tudi sodelujemo recimo z različnimi ljudmi, smo povabljali različne zbore, inštrumentaliste, tako kot zdaj nocoj plesalce. Tako da ti samostojni koncerti so vsak po svoje, eno svoje veliko lepo doživetje, potem pa vsekakor tudi taki nastopi, kot so poroke, ko je kar čustveno, posebej, če pojemo komu, ki nam je blizu, ki je, recimo, da pojemo v Karinki, to so taki lepi nastopi. Potem pa tudi, kar smo šli na regionalna tekmovanja, revije so tudi, vsak nastop je svojsten in ima svoj čar. Kakšne pesmi pa prepevate vse? Ja, rade rečemo, da vsekakor prepevamo tudi slovenske, ne, ljudske pesmi v priredbah različnih slovenskih skladateljev. To so naše korenine, naša slovenska pesem. Rade pa tudi posežemo po tuji pesmi, ne, torej v tujih jezikih, po kakšne zabavnega karakterja, potem z renesanse, recimo pesmi, ki pač niso drugače tako poznane. Kako bi predstavili okarinke danes, koliko vas prepeva? Z mano nas je skupaj 12 aktivnih, nocoj nas bo torej 12 na odru. Ja, bom rekla, da je en taki žar, ne, v pričakovanju smo vse lepega, veliko smo za to dali, nocoj časa, truda,
osebnega angažiranja, tako da Okarinke rastemo. Dali bomo, kar je gre, vzeli bomo poštenje. Staro babo na rampi, našo novico naduši. Staro babo na rampi, našo novico naduši. Dali jo bomo, našo novico naduši. Staro babo ne daj, našo novico daj, daj. Staro babo ne daj, našo novico daj, daj. Dali jo bomo, našo novico kameno. Dali jo bomo, našo novico kameno. Dali bomo, kar ji gre. Razen zborovodkinje je v zboru kar nekaj pevk, ki so zraven že dolga leta. Sodelovanje kar kmalu postane prijateljska vez, pravijo pevke. Ponosne, da so Okarinke. Koliko časa sta torej že aktivni? Jaz sem, bom rekla, dobrih 15 let že članica Okarin. Meni pa teče 6. leto. In zakaj ste se odločili, da se pridružite pevskemu zboru? V bistvu je to neka želja, da izpolniš samega sebe. Jaz imam rada glasbo, rada pojem, to me osrečuje in potem je to nekako bilo čisto tisto moje, nekaj mojega, nekaj, kar imam rada, kar rada počnem. Mene glasba že spremlja od malih nog in tako kot je Eva povedala, to je nekaj osebno zadovoljstvo, neka duševna hrana in to me izpopolnjuje. Kaj vam pomeni biti Okarinka? Kako je biti Okarinka v končni fazi? Okarinka je biti nekaj posebnega. V bistvu to ni samo zbor, imeti vaje, hoditi na nastope, to ni samo druženje, ampak kot je rekla Maja, to je duševna rast, ker smo ženske in dekleta, ki se med seboj povezujemo. Prideš na vaje slabe volje in tam se napolniš z energijo, tam se napolniš z dobro voljo in to je biti Okarina. Tista, ki se res začuti biti Okarina, to potem počne, ker to mora, ker je to nek del tebe. Ne moreš potem več v stran. Ne moreš več v stran, to je takoj zasvojljivo, družba te posrka, pesmi te posrkajo in to je to. Tako da ste, verjamem, tudi velike prijateljice med seboj. Ja, tako je. To ni samo petje, ampak je ena prijateljska vez, ki se je stkala s temi leti in v bistvu taka vez potem se ne more samo tako pretrgati. Danes ste publiko navdušile, s čim vse, kaj vse ste pripravile? Šlo je namreč za malo večji spektakel, ne bi lahko rekli. Ja, res bi lahko takoj pomenovali. Ni bil čisto navaden koncert. Lotile smo se tega, kot bomo rekli, nekega glasbeno-plesno-vizualnega spektakla. Kot ste videli, je to pač bilo vse odeto v ples in v neke druge efekte. Tako da so kot tudi ljudje navdušeni, ker ni nekaj čisto povsem običajnega. Kje si želite videti Okarinke čez 25 let? Mogoče malo na večjih odrih, kot samo v Ormožu. Ja, tako še kje? Tudi mogoče kje v tujini, ker menim, da veliko dela, ki vložimo v naš program, bi bilo super, da bi se pač pokazale izven meja naše države.
Od pesmi pa k športu. Tudi na športnem področju se je veliko dogajalo. Obiskali smo kar 3 rokometne tekme, med temi tudi reprezentance Slovenije in Madžarske do 17 let. Sodelovali smo tudi na golijadi futsalerjev Tomaža in Velikih Lašč ter seveda bili zraven na rokometni tekmi med Jeruzalemom Ormož in Dobovo, ki je imela tudi humanitarno noto. Pozdravljeni v pestrem pregledu športnih dogodkov z našega konca. Pričeli bomo z NLB ligo in tekmo 18. kroga med Jeruzalemom in Dobovo, ki je potekala pred okrog 400 gledalci v športni dvorani pri Veliki nedelji. Tekma je bila pomembna za obe ekipi, ki se borita za obstanek v ligi. Obenem je na tekmi potekala humanitarna akcija za cerebralno paralizo obolelo Nežo Erjavec iz Središča ob Dravi. Pa pojdimo vsled dogodkom omenjene tekme. V košarkarski tekmi 18. kroga NLB lige med Jeruzalemom in Dobovo so se bolje znašli gostje, ki so izkoristili neizkušenost najbolj izkušenih ormoških igralcev v zadnjih 10 minutah tekme. Vinarji so si znova privoščili kup neumnosti v odločilnih trenutkih tekme, katere so jih stale pomembne zmage. To je bil že 6. poraz na domačih tleh v sezoni 2018-2019. Tako slabega izkupička na domačem igrišču Jeruzalema ne pomnimo že leta in leta. Ob tem do zaključka rednega dela sezone v gostej Jeruzalemu prihajata še vodilni ekipi lige, Celje in Ribnica, kjer je težko, glede na trenutno igro vinarjev, pričakovati točke. Sicer pa je to bil že 5. poraz za en zadetek Jeruzalema v letošnjem prvenstvu. Gostje, ki so pred kratkim zamenjali trenerja, so tekmo pričeli bolje in v 8. minuti povedli s +3, 6-3. Sledile so minute gostiteljev, ki so dosegli 4 zadetke zapored in v 12. minuti povedli s +1, 7-6. Igra v obrambi obeh moštev sploh ni obstajala in zadetki so padali po tekočem traku. Golmani na obeh straneh so se z obrambami srečali manjkrat, kot je prstov na eni roki. Skratka, pravi derbi, a žal derbi Začelja. Tako sta ekipi prvi polčas končali pri kar 37 doseženih golih, 19-18. Ormožani pa so zamudili priložnost, da na odmor odidejo vsaj z 2 ali 3 goli prednosti. V prvih 5 minutah nadaljevanja smo videli pravi in razigrani Jeruzalem. Z delnim izidom 6-2 so vinarji v 35 minuti povedli za 5 zadetkov, 25-20. In polna dvorana je v upanju po pomembni zmagi bila več kot zadovoljna. Še v 48 minuti je prednost domačinov bila lepa, +4, 32-28. Prav tako v 52 minuti, +3, 34-31 in dišalo je po ormoški zmagi. Žal sta se v 53 minuti izključitvi prislužila Jure Kocbek in Rok Žuran, kar so spretno izkoristili rokometaši Dobove in se serijo 3 zaporednih zadetkov izid izenačili na 34. V dramatičnem zaključku so vinarji v zadnji minuti imeli napad za zmago, a so napad slabo izpeljali, saj je poskus Žurana zaustavil vratar Dobove Tilen Leben. Obenem so se vinarji slabo vračali v obrambo in Domen Novak je izkoristil veliko prostora in 3 sekunde pred koncem za zmagovitim zadetkom šokiral polno dvorano. Praktično košarka pri Veliki nedelji. Ja, ne moram reći da se obrane nisu igrali, ovim putem bih htio stvarno čestitati dečkama jer su danas bili totalno sami bez mene. I evo, držali smo, imali smo za pobjedu i na kraju se opet sve to krene i izgubimo 1 gol opet u zadnjoj sekundi kako smo i tamo izgubili, ne znam kaj da velim više. Na koncu nekaj nepotrebnih zastreljanih zicerjev, izključitev in to nas je drago stalo. Ja, već pred kraj tekme, koliko su se trošili u obrani, tako je koncentracija padala, tako da je to bilo za očekivanje. Mi smo trebali utakmicu privesti kraju prije, ali velim, jednostavno Dobova se borila, na kaj moramo čestitati, mi nismo izdržali, jednostavno smo pukli na kraju. Kako dalje? To je zdaj spet serija novih porazov. Ne znamo, trebamo se posložiti mi prvenstveno kod sebe igrači u glavi jer tu izgleda da je nekakvi sklop koji ga treba prebaciti da budemo oni naši stari. Danas je ajde obrana, to je izgledalo i bilo je želje i svega naspram prve 2 utakmice koje su se igrale, ali jednostavno izgledalo. To nije dosta da trebamo još malo popraviti kod sebe, a prvenstveno tu sam ja na čelu. Zdaj je enostavno res voda teče že v grlo, glede obstanka v ligi. Da, sad smo se dosta zakomplicirali situaciju za nastavak prvenstva.
Budemo videli, idemo utakmicu po utakmicu, negdje moramo čupati vani bodove jer drugčije, nemam, tak igramo cijelu sezonu vani, tako da nam to ništa nije čudno. Ovim putem isto htio zahvaliti publici na takvom odazivu i na takvoj krasnoj atmosferi. Nadam se da se bude to negdje vratilo nama. Tine Leben praktično ste v drugem polčasu bili že v izgubljenem položaju, na koncu pa srečno ali nesrečno, kaj rečete, osvojili zmago. Na koncu nam je poklopilo vse tisto, kar se nam v začetku ni. To je pokazalo, v bistvu tekma bila odprta do zadnjih sekund, lahko bi jo dobili eni ali drugi. Lahko rečem, ja, sreča je bila na koncu na naši strani. Poplačen, mislim, zato se trudimo celo sezono, zato garamo, se učimo, ne naredimo neumnosti in to nam je le uspelo. Pred tekmo smo pričakovali, da bo to tekma pod 50 zadetkov, na koncu pa pod 70, skratka pravi derbi začeli. Ja, golmani smo prišli na tekmo proti koncu tekme šele, ampak mislim, da smo na koncu naredili tisto pravo tekmo in je Simbalent zanimivo. Vsekakor je bila borba, rezultat ne pove tega, da ni bil borbe, bil je pravi moški rokomet. Zdaj ste prehiteli Ormožane za točko, verjetno še vedno so vaši glavni cilji obstanek v ligi, ne? Ja, vsekakor. Mislim, da še bo ta sezona dolga, da veliko tekem nas še čaka, tako nas kot Ormož. Zadnji nas ustrajno lovijo in mislim, zmaga bo tisti, ki bo naredil manj napak do konca sezone. Pri Jeruzalemu 5 obramb Tomislava Balenta in 2 Aleša Zemljiča. Vinarjem ni pomagala niti odlična predstava kapetana Bojana Čudiča, ki je tekmo končal pri kar 12 zadetkih. Žoran je prispeval 8 zadetkov. Po 3-krat so bili natančni Jure Kocbek, Tilen Kosi in David Bogadi. Pri gostih sta Leben in Andraž Polutnik skupaj zbrala 6 obramb. Igralec tekme Lucijan Bura je prispeval 9 zadetkov. Po 6-krat sta uspešna bila Dorijan Markušič in Marko Sintič. Strelec zmagovitega zadetka za Dobovo Novak je bil uspešen 5-krat. Jeruzalem Ormož Dobova 35 proti 36, polčas 19 proti 18. Dobova je s to zmago prehitela na lestvici Jeruzalem, ki je zdaj padel na 10. mesto. S padcem za še eno mesto nižje bi se Jeruzalem poslovil od elitne druščine. Kaj takega si v Ormožu ne smejo privoščiti, ampak bo potrebno v nadaljevanju prvenstva pokazati bistveno več. Da ti povprečna ekipa Dobove na domačem igrišču zabije kar 36 zadetkov, je enostavno preveč. Pred Jeruzalemom je zdaj sobotno gostovanje v Kopru, nato pa v sredo 27. februarja ob 19. uri domača tekma v Ljutomeru proti vodilnemu Celju. Za razliko od domačih rokometašev pa je organizatorje zadovoljila humanitarna akcija, ki je bila namenjena za cerebralno paralizo oboleli neži. Kljub številnim dogodkom v Ormožu in okolici je dvorana pri Veliki nedelji bila najbolj obiskana doslej v sezoni 2018-2019. Zbralo se je preko 400 gledalcev. Humanitarna akcija za Nežo in družino Erjavec je uspela. Poleg pomembne tekme je danes potekala tudi humanitarna akcija, s katero lahko rečemo, moramo biti zadovoljni. Ja, tako je. Mi smo pristopili tej humanitarni akciji, da bi pridobili čim več sredstev za našo malo Nežo. Mislim, da se lahko res zahvalimo vsem obiskovalcem rokometne tekme in pa tudi tistim, ki so prišli samo zaradi te akcije. Zbrali smo res kar zavedljivo denarno sredstvo, koliko, če se prav spomnim, okrog 2100 evrov, kar je res za pohvaliti. Zato bi se rad zahvalil vsem, ki so donirali za to akcijo. Del izkupička so podarili tudi igralci obeh ekip, Jeruzalema in Dobove, ter delegat tekme Miran Štern. Župan občine Ormož Daniel Vrmjak pa je v tej humanitarni akciji klubu pomagal s kritjem stroškov športne dvorane za tekmo proti Dobovi. V ta namen so novemu županu v klubu podarili klubski dres številko 6, nekoč številka Marka Bezjaka v Ormožu, in klubski šal. Darilni bon za Nežo je med polčasom tekme v družbi predsednika kluba Martina Hebara, župana Daniela Vrmjaka in obeh kapetanov Bojana Čudiča ter Izidorja Hotka prevzel vidno ganjeni oče Dejan Erjavec. Mesto Ormož je še enkrat več dokazalo, da kljub svoji majhnosti ima veliko srce.
Za razliko od članov pa precej bolje kaže mladinski ekipi Jeruzalema, ki že vrsto let uspešno nastopa v prvi mladinski ligi. Gre za ligo, ki je pomembna odskočna deska iz mladinske v člansko konkurenco. Večina fantov že nastopa tudi v članski ekipi, kjer pa glede minutaže dobiva drobtinice. Letos imajo pravico nastopa letniki 1999 in mlajši. Ormožani so odigrali 14 tekem in zmagali na 6, na eni remizirali in doživeli 7 porazov. Z izkupičkom 13 točk 8 krogov pred koncem zasedajo 7. mesto. Uvrstitev v zlato sredino je tudi bila cilj ekipe pred pričetkom sezone. Jeruzalemčki so nazadnje odigrali tekmo proti Krki, s katero so v prvem delu prvenstva doživeli poraz s 3 goli razlike. Dolenci so v športni dvorani Marov bili uspešnejši z izidom 23-20. V prvem polčasu smo spremljali zelo izenačeno tekmo, kjer sta obe ekipi največ vodili za 2 zadetka. Na odmor pa odšli poravnani pri izidu 13-13. Zadnjič je rezultat bil izenačen pri 15. Na to pa so se domačini po zaslugi dobre igre v obrambi in po obrambah prvega junaka tekme, vratarja Aleša Zemljiča, počasi pričeli oddaljevati od nasprotnika. Prednost Jeruzalema je v 51. minuti narasla na 5 zadetkov, 23-18, in za pričakovati je bilo mirno končnico tekme. S tem se niso strinjali v taboru Krke in prednost Jeruzalema se je pričela počasi topiti. In Krka se je približala na le gol zaostanka, 25-24. Za popolni preobrat je gostom zmanjkalo časa in gostitelji so se veselili zaslužene zmage. Prvo ime tekme je bil vratar Zemljič, ki je zbral 13 obramb. Matej Nidorfer je dosegel 5, Gašper Hebar 4 zadetke. Po 3-krat so bili uspešni Uroš Horvat, Jure Lukman in Denis Škrinja. 2 zadetka je prispeval Žak Ciglar. Po enkrat so bili uspešni Niko Sovič, Anže Šoštarič, Teo Šulek, Blaž Fergola in Žan Toplak. Skupaj se je med strelce tako vpisalo kar 11 domačih igralcev. Za Jeruzalem so nastopili še Žan Firšeruga, Tobi Torič, Žiga Borko in Rok Rubin. Pri gostih je Tilen Kukman dosegel 6. Luka Klemenčič in Kristjan Vindišer sta bila uspešna 4-krat. Na lestvici prve mladinske lige vodijo Celjani z 21 točkami pred Izolo, ki je prav tako zbrala 21 točk, a odigrala tekmo več. Na 3. in 4. mestu z 18 točkami sledita ekipi Loke in Krke. Ormožani so 7. in pri 13 točkah. Sledijo Sviš, Maribor, Slovan, Šmartno in na zadnjem 12. mestu Koper. Nedaleč od Ormoža v Murski Soboti je v torek zvečer pod organizacijo rokometnega kluba Pomurje iz Murske Sobote potekala mednarodna tekma rokometašev do 17 let. Mlajši kadeti Slovenije, letniki 2002 in mlajši, so gostili sovrstnike iz Madžarske. Gosti iz Madžarske so prikazali odličen rokomet in so suvereno z 8 zadetki 33-25 premagali mlade Slovence. V polčasu so vzhodni sosedje vodili za 4 zadetke, 18-14. Slovenija je na tekmi povedla le enkrat, 1-0. Ves preostali del tekme pa so bili boljši Madžari, ki so bili tudi fizično močnejši in višji nasprotni. Najvišja prednost gostov v prvem polčasu je že znašala 6 zadetkov, 18-12. Da prednost ni bila še večja, je z 8 obrambami v prvem polčasu poskrbel vratar Jeruzalema Aleš Zemljič. Slovenci so sicer imeli veliko priložnost, da sredi prvega dela tekme izid izenačijo na 11, a jim žal to ni uspelo in Madžari so dobili prvi del tekme s +4. V nadaljevanju se je četi trenerja Aleksandra Markla uspelo enkrat približati na 3 zadetke zaostanka. Bliže zaradi odlične igre Madžarov, ki so predvsem navdušili z agresivno obrambo in hitrimi protinapadi, ni šlo. Tako so Madžari v drugem polčasu nekajkrat povedli tudi z 9 goli prednosti. Ob koncu pa stavili z 8 zadetki, 33-25. Barve naše države sta branila tudi 2 Ormožana, vratar Aleš Zemljič in krožni napadalec Denis Škrinja. Zemljič je v 45 minutah prebitih na golu zbral solidnih 11 obramb. Škrinjar je solidno upravljal naloge v obrambi, obenem pa je v napadu dosegel 3 zadetke. Skratka, lahko smo v Ormožu ponosni na predstavi obeh Jeruzalemčkov. Naša fanta pa bosta morala še delati na nastopih pred kamero. Danes Madžari odličen nasprotnik, moramo priznati, zaslužen poraz.
Ja, pač borili smo se celo tekmo. Pač vidi se, da so že nekaj časa skupaj trenirajo, pa to, da imajo kampe. Mi smo imeli samo en trening, pač to se pozna v igri. Kaj bo treba najbolj popraviti, najbrž igro v obrambi, ogromno prejetih zadetkov? Ja, pač to v obrambi, ja, pa v napadu prehitro smo zaključevali. Preveč tehničnih napak in potem se je to poznalo na rezultatu. Si zadovoljen s svojo partijo, 11 obramb v 45 minutah, solidno? Ja, z svojo igro sem zadovoljen, eno par napak še za popraviti, drugače pa zadovoljen. Pozna se tudi delo z novim trenerjem vratarja v Ormožu. Ja, pač občutim zdaj razliko, ko imamo novega trenera, da je napredek, da z treninga v treninga delamo, se izboljšujemo. Kako bi ti danes ocenil tekmo, komentar te tekme proti zelo dobri Madžarski? Bili so zelo dobre, se vidi, da so že uigrane, kar taktično podkovane. Kaj pa vaši igri najbolj manjka? Obramba. Nismo še uigrani v napadu, saj nimamo veliko teh akcij, pač enkrat mesečno če imamo. Kako si zadovoljen s svojo predstavo? Lahko je bilo boljše. Z igro v obrambi. V napadu? Še je bila dobra. Soigralec Aleš na golu, zelo soliden. Da, še kar. Pri Sloveniji je Nik Čirović dosegel 7, Simon Vidmar pa 4 zadetke. Pri gostih najboljši strelec Zolt Krakovski s 7 doseženimi goli. 6 je prispeval Luk David in Kusa. Tekmo si boste lahko v posnetku gledali na kanalu televizije Ormož prihodnjo sredo 27. februarja ob 20. uri. V nadaljevanju športnega pregleda pa sedijo futsal dogodki. 5 tekem 16. kroga druge slovenske futsal lige je ponudilo kar 61 zadetkov, oziroma 12 zadetkov na tekmo. Največ 25 so jih videli gledalci v Ljutomeru, na tekmi med vodilnim Tomažem in 6 uvrščenimi Velikimi Laščami. Na tekmi v športni dvorani Šic v Ljutomeru je bila prisotna tudi naša kamera, ki je zabeležila nekatere od 25 zadetkov. Četa trenerja Bojana Cunka je zanesljivo ugnala nasprotnika z izidom 17-8. Že v polčasu so petelini v borbi mačke z mišjo nasprotnikov nasuli 9 zadetkov. Ob tem pa prejeli le enega. 6 zadetkov je prispeval prvi strelec drugoligaške karavane Dario Dragosavac. Domen Klanšek je bil uspešen 4-krat. Aljaž Miklašič, Žan Krajnc in Aleš Marot so zadeli po 2-krat. Enkrat je bil uspešen kapetan Tomaža Urban Goričan. Do zmage v tem krogu so prispeli tudi futsaljeri drugovrščenega Ptuja, ki so v gosteh z izidom 8-2 opravili ekstrem iz Sodražice. 2 kroga pred koncem sezone vodi Tomaž s točko naskoka pred Ptujem. Peteline zdaj v soboto 23. februarja čaka gostovanje pri 8-vrščenem Miklavžu. Ptuj bo doma gostil 4-vrščene Ajdovske Kikse. Zadnji krog druge slovenske futsal lige bo odigran 8. marca. Tomaž bo gostil zasedbo Mlinž. V primeru zmag na zadnjih 2 tekmah se bo ekipa Tomaža neposredno uvrstila v prvo slovensko futsal ligo. Ob morebitnem spodrsljaju in obeh zmagah Ptuja pa peteline čakajo dodatne kvalifikacije. Glede na kvaliteto zasedbe Tomaža lahko pričakujemo 2 zmagi in napredovanje v elitno druščino. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila.
tako da si ga le popestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Podjetje Obsen d.o.o. za inovativne energetske rešitve, optimizacija stroškov energije, projektiranje, svetovanje in nadzor, inženiring in vzdrževanje v energetiki, izgradnja in montaža razsvetljave, proizvodnja elektroenergetskih naprav, trženje električne energije. Obsen d.o.o. Ljutomerska cesta 30 Ormož, v službi prihodnosti. Da se sjetiš nekad mene. Po nekajletnem premoru je tukaj spet veliki koncert za dušo in srce. Prepevali, plesali in nostalgično poveselili se bomo v nedeljo 17. marca ob 15. v večnamenski dvorani v Gorišnici. Za spomine na mlada leta in glasbo, ki nas je tako močno povezovala, bodo poskrbeli Joe Maračič Maki, Zdravko Škender, Ivana Kovač, Dalmatinska klapa, Mili, Melita Golob, skupina Fosili, duo Bolfenk in Sinovi Zagorja. Stopnice so na voljo v predprodaji preko Eventima in 1 uro pred koncertom. Ja nič, te bomo mogli iti, te pa je kak je. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Toliko za danes. Tudi za prihodnji teden pripravljamo pestro oddajo, tako da se nam le pridružite. Pa tudi vsak večer ob 20. uri, ko pripravljamo kaj novega. Vse dobro vam želimo in srečno do prihodnjič.